Knjiga Bratje flamskega avtorja Barta Mujarta je pravzaprav zbirka 42 kratkih zgodb, miniaturk, v katerih avtor pripoveduje o svojem odraščanju, o mladosti s 6 starejšimi brati. Bart Mujart je namreč res rojen kot najmlajši v vrsti 7 bratov in to je seveda nekaj krasnega, v Belgiji pa sploh, zaradi tega, ker je po tradiciji bil njegov boter sam kralj, Baudouin oziroma Baudouin prvi. Zdaj, klapa 7 mulcev seveda je očarljiva, njihove dogodivščine so zelo zabavne, popisane so pa vse skozi oči najmlajšega med njimi, ki pa je mogoče včasih od dogajanja majhen umaknjen, kar mu daje možnost, da odigra vlogo nekakega kronista tega njihovega družinskega življenja. Zdaj, fantje so bili sicer strogo vzgajani, oba starša in babica so imeli svoja pravila, ki so se jih mogli fantje držati. So imeli pa tudi zelo veliko svobode in so se morali, kadar so bili prosti, so se morali zamotiti sami. Če ni bilo drugega, so šli plavati v sosedov bazen, kar je bilo strogo prepovedano, ali pa so šli v nakup na luknjanga čolna, ali pa je bilo treba opleniti peko v kombi, recimo, Imamo pa vmes tudi zgodbe, v katerih se pa recimo ne zgodi popolnoma nič. Fantje se nekam zavlečejo, ležijo kje v travi in v bistvu sanjarijo. In izumljajo nove reči, si izmišljajo nove načrte. In Mujartov namen v teh zgodbah je pravzaprav predstaviti to nenaporno harmonijo med temi brati, ljubezen, če hočemo, prijateljstvo, zavezništvo in pa občutek varnosti v tem klopčiču teh 7 bratov. Pri samem prevodu moram reči, da je Barta Mujarta težko prevajati, da se ga zelo počasi prevaja, tako bolj s pinceto. Zaradi tega, ker po eni strani je to avtor, ki je izjemno subtilen, ima zelo izdelan posluh za medčloveške odnose, za čustveno doživljanje junakov. Po drugi strani je pa tudi zelo duhovit, je mojster take prikrite ironije, recimo, in se zelo lepo zna poigrati z jezikom. Kar je njegova posebnost, je recimo, da v Bratih pa sploh, da se poigra z temi ustaljenimi rekli, z frazami, s katerimi operiramo odrasli in otroci, ki seveda odraslim kar naprej prisluškujejo, potem ta rekla niti jih preveč ne razumejo ali pa jih malo priredijo po svoje, zaradi tega, ker jim v določenem momentu tako ustreza. Vse to so v bistvu tudi kvalitete, ki jih prepoznavajo literarni strokovnjaki in jih beremo v obrazložitvah za domače in tuje nagrade, ki jih je prejel avtor. Med drugim je tudi dobitnik nagrade Alma, Astrid Lindgren. So pa to seveda stvari, na katere mora biti prevajalec pozoren. Bodisi so to podobe, ki nabrekajo v njegovih zgodbah, se kotrlinkajo skozi pripoved, bodisi so to zdaj te besedne igre, predelave raznih rekel. Vse to skratka je poseben izziv za prevajalca in pa velik užitek, bi jaz rekla.